Dober večer, Bog daj, in lepo pozdravljeni. V velikem tednu smo. Osrednja skrivnost naše vere je, da nas je Jezus odrešil. Za tiste, ki smo se v krstu povezali s Kristusom, so ti 3 dnevi pred veliko nočjo nekaj največjega, so višek celega cerkvenega leta. To je čas, ko naj nam skrivnost križa na poseben način prinaša življenje po zakramentih. To je tudi čas, ko naj bi se udeležili velikonočne gostije in se tako posebej pripravili na pot v obljubljeno deželo. Žal nekateri to velikonočno gostijo razumejo le pod imenom hrane. Lepo pa bi bilo, če bi tudi enkrat sami doživeli to pravo, duševno srečo velike noči. Mnogo poti skozi življenje vodi, prijatelj moj. A izbereš lahko le eno izmed njih. Na razpotju teh poti pa vate gledajo oči in upajo, da pravo boš izbral. Svoj nasmeh boš človeku daroval. Košček svoje ljubezni mu boš dal. Daj mi roko, moj brat, ne izgubljaj pa besed. Daj mi roko in najin bo v svet. Daj mi roko. Na dan velikega četrtka dopoldan, škof pri maši, v kateri so mašujejo zastopniki duhovnikov cele Slovenije, blagoslovi sveta olja. Tudi to spominja na Kristusovo služenje. Mnogi niti ne vedo, koliko vrst svetega olja sploh obstaja. Naj vam nocoj povem. Eno je katehumensko ali krstno olje, ki je znamenje, kako cerkev daje moč slabotnim. Drugo je krizmeno olje, s katerim cerkev vtisne pečat svetega duha tistim, ki naj prinašajo njegovo življenje svetu. Sam pečat dobimo pri sveti birmi. To olje tudi pooblasti tiste, katerih življenje mora biti živo znamenje Kristusove daritvene službe, to je duhovnike, redovnike in redovnice svetega reda. Tretje pa je bolniško olje, ki pa je znamenje sočutne službe cerkve, ki jo namenjajo bolnim in ostarelim. Mnogo dlani na tvojo roko čaka, prijatelj moj. Na milijone ljudi potrebni pomoči. Ko si sam in brez moči, takrat se spomni teh ljudi, ki upajo, da roko jim boš dal. Svoj nasmeh boš človeku daroval. Košček svoje ljubezni mu boš dal. Daj mi roko, moj brat, ne izgubljaj pa besed. Daj mi roko in daj jim bo v svet.
Naj vam nocoj na kratko spregovorim še o pomenu velike srede in velikega četrtka. S cerkveno odločbo iz leta 1956 se je marsikaj spremenilo, pa ne samo na cerkvenem področju, tudi na ljudskem. Pri nas velika sreda nima kakega pravega pomena, ponekod pa ta dan že delajo božji grob in božjo ječo. Nekje se je ohranila tudi navada, da z ropotom strašijo Boga. V knjigi Praznično leto Slovencev so omenjeni prav kamniški strašilci. Otroci so včasih na dvorišče pred samostansko cerkev prinesli vsak svoj zaboj ali ragljo in tolkli ter regljali ter strašili Boga. To so delali vse dneve velikega tedna. Tudi na Šutni so to poizkusili, pa se ni obneslo. Žal pa je ta navada po drugi svetovni vojni izumrla. Veliki četrtek pa ima pri nas že večji pomen. Ljudska govorica na ta dan pravi, da pri slovesni maši velikega četrtka, točneje po gloriji, orgle zavežejo, zvonovi pa da odlete v Rim na božjo pot k svetemu očetu po blagoslov. Tako pravi ljudska govorica. In prav premolk zvonov je za naše prednike pomenil pretresljiv dogodek. Po ljudski veri ima voda tisti hip, ko zvonove zavežejo na veliki četrtek in ko jih odvežejo na veliko soboto, posebno moč. Voda naj bi jim olepšala obraz, poostrila vid in varovala kožnih bolezni. Veliki četrtek je tudi skrajni čas za opravilo velikonočne spovedi. Višek cerkvenega bogoslužja na veliki četrtek pa je izpostavitev najsvetejšega in spomin Jezusove zadnje večerje z besedami: To je moje telo, to je moja kri. Vzemite, jejte in pite od tega vsi. Vse to darujem za vas. In to delate v moj spomin. Po zadnji večerji je Jezus z apostoli odšel ven iz Jeruzalema in jim dejal: Molite, da ne pridete v skušnjavo. Toda apostoli so zaspali, Jezus pa je potil krvavi pot. Zakaj? Vedel je, kaj ga čaka. In približal se je apostol Juda, poljubil Jezusa in ga tako izdal za 20 srebrnikov. Pristopili so vojaki z meči in koli, ga prijeli in odvedli v poglavarjevo hišo ter zaprli. Tako se zgodi tudi z najsvetejšim po cerkvenem bogoslužju na veliki četrtek. Duhovnik ga odnese k stranskemu oltarju ali v posebej pripravljen prostor, ki se imenuje ječa. Kristus se nam je razodel kot služabnik. Sprejel je smrt za odrešenje človeštva. In prav njegovo življenje in smrt
sta izpričala njegovo ljubečo pokorščino očetovemu načrtu za rešitev človeštva. Kristjan, ki svoje življenje postavlja v službo drugim, dobiva moč služenja prav iz te Kristusove žrtve. Zato na veliki četrtek mislimo zlasti na Kristusovo služenje, ki ga moramo kot njegovi učenci posnemati. In če ne bomo res pripravljeni žrtvovati se za druge, nam tudi udeležba pri sveti maši ne bo koristila. Pa z Bogom.